na splošno še o namenu same strategije razvoja informacijske družbe, predvsem, da s pomočjo učinkovite uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij želimo spodbuditi konkurenčnost in produktivnost, zagotoviti tudi uravnotežen tako družbeni kot tudi regionalni razvoj, ter pa seveda s tem izboljšati kakovost celotne družbe in pa vsakega posameznika. Sama strategija sicer po svoji zgradbi sledi evropski pobudi I2010, v kateri pa so predstavljene te strateške usmeritve Evropske unije. Na pomladanskem sestanku Sveta Evropske unije marca 2005 so namreč ministri držav članic eksplicitno izrazili potrebo po vzpostavitvi vključujoče informacijske družbe. To pomeni, da ta ne bo namenjena le za ožji krog ljudi, temveč naj temelji na, lahko rečemo, vseobsežni uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, tako v javnih storitvah po eni strani, malih in srednjih podjetjih in pa, se pravi, nasplošno tudi gospodinstvih. Zato je bila tudi zaradi vzpostavitve enotnega informacijskega prostora sprejeta ta pobuda I2010 na evropski ravni in gotovo bo v naslednjih letih spodbujala raziskave in pa razvoj na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, tudi razvoj industrije e-vsebin, zagotavljala bo varnost omrežij in pa informacij, po drugi strani pa seveda tudi konvergenco in pa interoperabilnost. V tem uvodu naj podam še nekaj konkretnih podatkov v zvezi z razpisom. Cilj razpisa je torej sofinanciranje predkonkurenčnih raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-vsebin in pa e-storitev, predvsem na naslednjih tematskih področjih, na področju e-storitev z področja e-uprave, potem je e-poslovanje za mala in srednja podjetja, e-vsebine in e-storitve na področju zdravja, e-vsebine in e-storitve za potrošnike, ter pa tudi znanstvene in izobraževalne e-vsebine in e-storitve in e-vsebine in e-storitve na področju kulture. Razpis se izvaja po shemi državne pomoči, torej program za spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske družbe, in na razpis se lahko prijavi podjetje, ki lahko samo ali pa v imenu konzorcija partnerjev prijavi raziskovalno-razvojni projekt. Predvsem s tem želimo tudi doseči skupno združevanje znanja, tako med gospodarstvom, kot tudi med izobraževalnimi inštitucijami, in to je zopet eden izmed konkretnih korakov v našem prizadevanju po vzpostavljanju trikotnika med znanjem, po eni strani med razvojem in pa tudi med industrijo. Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Višina sredstev, ki je na voljo za izvedbo javnega razpisa v letošnjem letu, je 4.639.673 evrov. Od tega pa je, glede na to, da je potrebno zagotavljati tudi domača sredstva, 15% sredstev bo namenjenih strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. In kot rečeno, gre za največji razpis na tem omenjenem področju. Glede na to smo se tudi skrbno pripravili na vse faze samega razpisa. Imeli smo že informativni dan, in sicer 15. februarja skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, na katerem smo vsem zainteresiranim natančneje pojasnili sam predmet razpisa. Zanimanje za razpis je veliko, to opažamo že do sedaj, namreč na informativnem dnevu je bilo več kot 60 predstavnikov podjetij, ki se ukvarjajo za informacijsko družbo. Razpis pa je odprt do 14. marca, tako da si želimo čim več dobrih prijav, da bo tudi ta finančni doprinos ustrezno doživel svoj cilj.